Lepo zdrav. Moje ime je Urban. Hvala Maša za tako lepo najavo. In Bojan, ki je zadolžen pri nas za prodajo in za humanoidne robote. Ja, pa jih imamo tukaj, prihodnost. Prihodnost je tu. Danes bomo malo probala približati, kaj to pomeni v prihodnjih letih oziroma mesecih, kakšno tehnologijo bomo v Evropi dejansko doživeli. Pa mogoče, Bojan, ti predajam besedo, začni, mogoče, zakaj smo sploh se odločili, kaj je naša vizija v podjetju. Lep pozdrav. Zdaj prvo bom jaz našega tehnika Miho vprašal, če lahko smo pripravljeni na en nagovor. Lahko? Začnemo z Neotom. Mogoče, ker robot samo predstavi, sam pove, na kratko, bomo pa začeli. Spoštovani, sem Neo. Dobrodošli na simpoziju, kjer robotika presega meji klasične avtomatizacije. Danes ne govorimo več o robotih, ki zgolj izvajajo ukaze. Govorimo o sistemih, ki se učijo, opazujejo in sodelujejo z ljudmi. Raziskave, ki jih boste spoznali, kažejo, kako roboti ohranjamo ravnotežje, izvajamo kompleksne manipulacije in se učimo iz človeških dejanj. To je korak proti robotom, ki razumejo okolje in človeka. Prihodnost ni v nadomeščanju ljudi, temveč v sodelovanju, v povezovanju inteligence človeka in zmogljivosti stroja. Vabim vas, da to prihodnost danes odkrijete z nami. Hvala. Tak, zdaj Neo malo povedal svoje, zdaj pa še Max. Pri Maxu boste pa pazili, da ima tudi zaslon. Sem Max, humanoidni robot za industrijo. Če je Neo prihodnost razložil, jo jaz predstavljam v praksi. Narejen sem za delo v realnem okolju z ljudmi, z orodji, v procesih, ki zahtevajo natančnost in prilagodljivost. Humanoidni roboti prinašamo več fleksibilnosti, manj omejitev in nove možnosti za industrijo. Danes boste videli, kaj to pomeni v resnici. Ne kot idejo, ampak kot rešitev. Prihodnost proizvodnje je tukaj in je humanoidna. Hvala. Tak, Max pa Neo sta povedala svoje. Zdaj lahko kasneje probamo, ampak kar se tiče govora, so humanoidni roboti vse vedi. Se pravi, govorijo 90 jezikov, lahko tudi kakšno demonstracijo proti na koncu naredimo, ampak se mogoče dotaknemo, kaj mi danes delamo v podjetju. Zdaj, mi se že dlje časa ukvarjamo z avtomatizacijo. Smo izkušeni na toplotni obdelavi. Tako da, kar smo zdaj začeli mi delati, je še, da podaljšujemo to klasično avtomatizacijo tudi s humanoidno robotiko. Nekaj 80% naredimo lahko s klasično avtomatizacijo, mi pa dodajamo še teh 20% z humanoidno robotiko. Se pravi, da humanoidni robot pomaga človeku pri težkih opravilih, ponavljajočih, neergonomskih, da mi tu ščitimo človeka, kot nam narekuje industrija 5.0, ki smo tudi zagovornik te industrije. Zdaj, mogoče ti skočim tole shemo, ne? Velikrat boste videli takšno podobno shemo, kaj je naša naloga. Najboljši hardware, ki trenutno obstaja, zbrati pod eno blagovno znamko, da ga nadgradimo z softverom in tukaj vidimo recimo več lokacij, kje so humanoidni roboti lahko postavljeni. Lahko so za sortiranje, lahko je za inšpekcijo, lahko je za zlaganje v kakšne regale, ampak to ni vse, to ni dovolj. Moramo dejansko povezati vse te operacije z AI agenti, jih moramo dati na varno platformo, moramo jih dejansko zoptimizirati z umetno inteligenco, da bo vsak ta del, vsak delček dela, ki ga opravi humanoidni robot, zoptimiziran in v povezavi z ostalo pametno tovarno. Pametna tovarna pa je, če se oprema med seboj pogovarja, sodeluje in izboljšuje. Se pravi, danes znamo, trenutno stanje je takšno, recimo znamo na nekem nivoju zoptimizirati proizvodno, čez 10 dni, če se ponavlja zadeva, se bo zoptimizirala še za kak procent dodatno. In zato skrbi dejansko ta platforma z hardverom, ki pa je trenutno na voljo, je pa tako, da tale, ki ga danes gledate pred nami, je Upteh, pa Unitri, trenutno eni izmed bolj zmogljivih robotov na svetu. Tale Uptehov Walker S2 je pa dejansko prepoznan kot najboljši hardware, serijsko proizveden v tem trenutku, kar se ga da sploh kupiti. In to je v bistvu naša naloga. In kar hočemo poudariti, Evropa je zamudila vlak za izdelavo humanoidnih robotov.
ne moremo ujeti tekmice iz Amerike, iz Kitajske oziroma iz Azije, lahko pa gremo na vlak, ki se mu reče software. To pomeni software, kdo bo najboljši software spravil na trg, kdo bo dejansko delal z tem softwarom in kaj bo ta software omogočil. Pravi proizvodnjo s humanoidnimi roboti v proizvodnji. In tukaj sedaj stopamo. Tu ne smemo zamuditi. Mogoče nadaljuješ. Zdaj, kar se pa tiče tega robota, teh je že kar nekaj v Evropi, ta Unitree Go1, ta je pa še vedno edini v Evropi. Ta DHI projekt je še edino podjetje, ki ga je uspel tako hitro dobiti v Evropo. Lansko leto so proizvedli 1000 takih robotov, to je že serijska proizvodnja, in porabilo jih rečemo 999 na Kitajskem, ene pa v Evropi. 1000 je bilo proizvedenih lansko leto in smo res edini in smo zelo ponosni, da smo ga dobili v Evropo in v Slovenijo istočasno. Zdaj pa ta na vaši levi strani, to je točno ta robot, Walker S2. Kaj pa se tiče industrije, bo pa ta na desni zelo zanimiv. Ta je pa na platformi in ta bo mogoče malenkost lažje ga upeljati v okolje, ki je malo bolj stabilen. On le hodi, ta je pa res tretiran kot polovično AGV, se pravi v samovozeči stroj, kar jih imamo že kar nekaj v proizvodnji. Zdaj, kaj mi naredimo v podjetju, mi smo eni izmed redkih v Evropi, ki imamo cel paket. Se pa mi vam svetujemo podjetjem ali pa bolnišnicam, domovom ostarelih ali drugim organizacijam, svetujemo, kateri robot je za njih primeren. Mi delamo z Američani, Azijci, Kitajci in z Evropejci. Tako da mi izberemo neko top 3 robote, ki so primerni za dejansko klienta in skupaj izberemo pravilnega robota. Ni nujno, da je to robot humanoid. Lahko je klasičen, lahko je kolaborativni robot, lahko je robotska celica, karkoli. Mi imamo to znanje, da mi vam ponudimo pravo rešitev. Mi nismo vezani na humanoide. Potem mi to programiramo, kar je zelo pomembno, da je robot sprogramiran. Da je robot varno sprogramiran, saj robot dela med ljudmi. Robotske celice so zaprte z ograjo. Ti niso. Ti dela skupaj z ljudmi in mi moramo in se zavedamo varnosti, ki je na najvišjem, rečemo na prvem mestu. To je nujna zadeva, ki moramo izpolniti. Tukaj smo spet v prednosti, da se sami menimo z Bureau Veritasom, da mi naredimo skupaj z njimi prvi standard za humanoide v Evropi. Evropa malenkost zamuja, to, ki že vam povedal, z hardverom, z vso zakonodajo tako zamuja, mi gremo pa tukaj sami naprej. Potem, ko mi programsko ga uredimo, ga je treba integrirati v okolje. Da ga se integrira, to traja nekje med 6 mesecev do 10 mesecev, to je neka klasika. Bolj, ko je zakomplicirana aplikacija, malo dlje traja integracija oziroma uvedba v okolje. Kar pa še zelo pomembno, servis in vzdrževanje. Imamo vse te robote že servisne pogodbe, tako da teh robotov, ko jih prihajajo v potokih, je treba servisirati. Se pa ni to tako, da imate vi robota pa roke stran, to je treba vsaj 2krat na leto ga pregledati, ima servomotorja, ravno zaradi tega, ker se dela z ljudmi in zato je zelo pomembno, da je vse nadzorovano in da dela vse brezhibno. To je zelo pomembno. Tako tu imate avto na servisu vsako leto, isto gledate tu, robot dela z ljudmi, v avto se vozite, varuje človeško življenje, ta isto. Je to aluminij, zlitine, titan in to, če ni pravilno, da se pravilno ne dela, so lahko problemi. Da pa gremo kar mogoče na video, kar mogoče zanimivo, pa mogoče pokažemo točno, kaj ti roboti delajo. Se mogoče lahko tega lotimo malo bolj detaljno. Se pa roboti lahko dvignejo škatle, prelagajo, obrača se zelo 162 stopinj, počepne, potem ima več video robot, vidi bolje kot človek, ima tu več kamer, tukaj so na levi desni strani, tu se vidi vid, več vidoma, spredi so kamere, na strani so 2 kameri, ko hodi tu, ima 2 kameri, da se ko skenira okolje in zadaj ima 2 kameri, ki bomo pa videli naprej, da si baterije menja sam. Se pravi, zlaga škatle, če škatla tudi pretežka, si pokliče kolega svojega in lahko skupaj škatla dvignata, če je pretežka. To je pa primer, ko robot vidi, da je baterija prazna in se gre dejansko sam menjati. To pomeni, da ta robot je na voljo 24/7, ga ni več treba posluževati in menjati baterije, si jo kar sam menja. In gre naprej. Se pravi, ta robot ne samo da dela 24 ur v enem dnevu,
ne dela 5 dni, ampak dela 7 dni. To pomeni, nima 40-urnega delovnika, ampak dela od ponedeljka do ponedeljka, od 1.1. do 31.12. Si menja baterijo avtonomno in tukaj v bistvu ni tiste mrtvega časa. Ta dejansko delavec, bi lahko rekli, delavec lahko nadomesti in dejansko olajša dela približno od 4 do 5 ljudem. Se pravi, če ga vzamete in ga date v proizvodnjo, se ga lahko izplača mogoče podjetje kot investicijo manj kot v 1 letu pa pol. Če si te številke date na kup, potem veste, da določena lahka opravila lahko to nadomesti humanoidni robot. Ljudi pa treba dati na bolj dejansko zahtevna umska opravila, tam, kjer ta trenutek imamo primanjkljaj, fizično pravila je pa treba dejansko prepuščati te tehnologije. Tudi morate razumeti, da roboti, mi zagovarjamo logiko, da robot ne nadomešča ljudi, ampak da pomaga. Tudi mi se menimo z vsemi avtomobilsko industrijo, z farmacijo, z bolnišnicami, domovi starelih, na splošno, za vse splošno proizvodnjo, da mi robote tam vpeljujemo, kjer ljudi ni. Kjer ljudje ne smejo delati, ne morejo delati, kjer so agresivna okolja, kjer je vroče, kjer je mrzlo, kjer so težko dejansko dela, ki jih človek ne bi smel delati. Zato se to uporablja. Da mi se res ne smemo govoriti, da je humanoidni nadomešča. To je nepravilna izraba besede. Da mi, tako kot spet industrija 5.0, govori, da so humanoidi v pomoč ljudem. To je pa najbolj važna, rečemo, zadeva. Recimo en primer, imamo podjetje, v katerem dejansko se prelagajo določeni izdelki iz aluminija iz točke A na točko B. Gre proces peskanja na tej enoti in zakon je napisan tako, da človek lahko samo 2 uri dela na tem delovnem mestu, zato ker preveč količinsko veliko maso prestavi iz točke A na točko B. In delodajalec mora v eni smeni, se pravi 4 urah, imeti 4 delavce, kateri krožijo iz bolj enostavno na bolj zahtevno. To pomeni, da je za delodajalca to velik problem, kako zoptimizirati proizvodnjo. Danes bomo dali pa tega humanoida, mogoče bomo dali enega spredaj, enega zadaj, dejansko, da si bo ta pomagala in bo lahko humanoid delal to v celem delovniku, brez nekega logističnega posega, kaj more kjer kaj delati. Človek bo šel pa na bolj enostavno delovno mesto. Tu so nekaj primerov, v zadnjem vidite, kakšna je tudi raba v domačem okolju. Teh robotov je že kar nekaj, recimo tudi ta robot je zanimiv z vidika, kaj prihaja, se pravi, to bo nekje se planira čez 3 do 5 let, bo tudi v naših domovih bo roboti. Zato je pa pomembna spet varnost. Mi zabavno vedno ponavljamo varnost. Vi ne želite, da robot vas snema, podatki pošilja nazaj na serverje proizvajalca. Mi smo robota oba odklopili, ker sta oba iz Azije, smo odklopili z azijskih serverjev in so vsi podatki grejo na naše serverje Slovenske Konjice. Prav tako v vsak podjetje, ki gremo, ali so to bolnišnice, domove starelih, ali proizvodna podjetja, avtomobilska industrija, vse se lokalno shranjuje. In mi smo spet prvi v Evropi, ki smo to naredili. Mi smo dansko odklopili robota, čisto sami smo ga razstavili, dali svoje mikrofone in zvočnike in smo dansko čisto na lokalnem glede podatkov, kar je zelo pomembno. Vi ne želite, da vas roboti snemajo doma, kar trenutno sesalci dela. Vi imate sesalca s kamero, on se sprehaja po stanovanju in vas snema. Če ne veste, jaz potrdim, da je res. Mi pa to hočemo v industriji to zamiti, ker vsi podjetja zelo znana, imamo vsi NDA, oni imajo svojo tehnologijo in ta tehnologija ne sme iti nazaj ali v Ameriko ali v Azijo. To je nedopustno. Tu so zadeve zelo stroge. Ker pa mi delamo v industriji, se pa tega zavedamo. Mi smo že 30 let v industriji in točno razumemo, kaj podjetja potrebujejo. Mogoče tu je malenkost bolj razloženo fino motorika tega robota, ki ga danes vidite tu, tu pa se že uporabljajo prsti. On že vzame vijak iz mreže in vijak da na trak. To že delajo točno ta robot, ki je danes tu. Ima prste, se pa lahko mogoče, ko bomo konc predavanja, lahko ima kakšno demonstracijo naredimo. Tega nekaj naučimo, ta pa mogoče kaj pokaže z rokam. Se pravi, tu so neke aplikacije in tu dejansko vidite, da glavo dol obrne in gleda, kaj dela. Dejansko on se tudi točno ve, kaj mora narediti. Na podlagi vseh teh operacij se pa sproti uči. Vedno bolj bo znal prijeti lepo.
Sprva ne, pa vedno lažje. Tukaj ima griperje na mesto rok. Se pa to tudi imamo mi v slovenskih konicah, menjamo roke z griperjem in nosi tudi škatle. Tu pa pogleda, da da v spodnjo polico. Če gremo naprej, zdaj, če imate slab forehand, backhand, tudi robot vas nauči. Ne? Robota lahko se naučimo. In tudi demonstriral bo lahko v domovih ostarelih vaje, lahko kaže. Imamo še bolj napredne robote kot ta, ki so atletski. Da oni lahko vse, mi ga naučimo, kaj dela in uči ostale. Se pravi, a nekdo, ki je po nesreči mora na novo rehabilitacijo praviti, lahko roboti učijo. To pa smo hoteli s tem posnetkom prikazati, kaj vse so sposobni roboti. Tudi, da se lepši giba. Tada kmalu bo učitelj tenisa. Zdaj mogoče še to, ti roboti, to je en posnetek, ki je kar viralni bil. To je pa kitajska vlada kupila 400 robotov, točno teh spet, in jih postavila na kitajske meje. To je pa posnetek, kako so 400 robotov dobavili. Je pa mogoče to video z tega vidika zanimiv, da pokažemo ta vidik, da enega robota naučimo, pa vseh 400 dela isto. Se pa samo enega naučimo, pa program multipliciramo krat 400, krat 10 000 in ni več treba učiti nobenega. Vi, ko na novo zaposlite človeka na kako težko okolje, vsega znova učite. Tega ni treba več. Tega samo prvega robota. In to je zanimiv posnetek. Kako grejo sami v tornjake. Poleg tega posla je tudi Kitajska Upteh tudi prodaja v Evropo, v BYD na Madžarskem bo naročil teh robotov 500 kosov, ki ima podvozje, ki ima kolesa. Potem Airbus kupuje evropski te robote in tudi Texas Instruments iz Amerike kupuje te robote. Tako da v tem letu se planira, da bo teh robotov proizvedenih 10 000. Je pa čisto nova novica, da se je Upteh, se pravi ta proizvajalec, povezal z evropskim Siemensom in bodo razvijali skupno platformo in skupno fizično umetno inteligenco. To je pa še mogoče ta robot na platformi. Ta je pa res primeren za industrijo in je zelo enostaven in gladek za vožnjo po ravnini. Se skrči. Lahko tudi malenkost več nese, ker je na kolesju. Nima nog, ki noge zelo veliko energije potrebujejo, da se skozi lovi, ker ta robot, sem pa pokazal, ampak ta skozi lovi ravnotežje. Tudi zelo, če ga malo levo-desno, on skozi motorje čutimo. Se pa motorji skozi delujejo. In ta se pa v bistvu lepo zloži in ta bo res tista prihodnost za industrijo. Prav tako za bolnišnice in domove ostarelih, ker so tudi tihi. Tega ste slišali, se kar sliši, ko hodi. Nočemo, da je v bolnici, ko spijo, da jih zbudi. Zdaj pa mogoče malo povemo, kaj delamo v konicah. Zdaj, tukaj pri nas, poleg naše osnovne dejavnosti, kjer smo tudi začeli, se pravi v težko industrijo, da spravljamo opremo, kot so peči za termično obdelavo, manipulatorje in robotske celice na klasičen način, dodajamo humanoidne robote, zato ker hočemo popolno zapreti sektor humanoidne robotike z težko industrijo v polni avtomatiki. Kaj pa delamo ta trenutek? Se pravi, smo uradni zastopnik, serviser, integrator in pa dobimo hardware in na ta hardware dajemo svoj software. To pomeni, tako kot sem že prej povedal, vse skupaj aplikacije bo potreba v tej naši novi stavbi v povezavi z vsemi izobraževalnimi ustanovami razvijati in testirati. Večkrat, ko bomo testirali, večkrat, ko bomo eno stvar ponovili, bolj napredno tehnologijo bomo imeli. Recimo, na naše robote že imamo popolnoma razvit sistem za govor, se pravi, ne samo, da znajo roboti govoriti, vse, kar lokalno shranimo na njega, on to pozna. To pomeni, imamo možnost A, da vse tisto, kar mu damo, samo iz tiste baze črpa in govori. Imamo možnost B, da se poveže na nek software ali chat ali grok, nek AI pomočnik in tam poišče na spletu vse potrebne informacije, se pravi na vsa možna vprašanja, da zna odgovoriti.
Danes, ta trenutek, roboti imajo to vgrajeno že, nismo jih zaprli tukaj za ta današnji dogodek, se pravi, jih lahko tudi vprašamo, čist nepredvideno, nič ni zrežirano, vas bom prosil, da boste kako vprašanje tudi postavili. Druga stvar je pa ta, da na tega robota nam je že uspela integracija, da uboga glasovni ukaz. To pomeni, robot prepozna moj obraz in ve, da mu lahko dam jaz kakršnikoli ukaz glede premikanja, dela in danes recimo lahko simuliramo. Tule je šel po temnem prehodu robot preko komande, preko ročnega vodenja. Robot pa ni bil tak, da bi recimo sam šel zaradi varnosti, se pravi, robot se umika, če je v varnostnem modulu in ima kup enih senzorjev pa kamer, da to gleda, se pravi, da ni preblizu človeka ali pa preblizu kakšne ovire in po potrebi bi se tudi umaknil. Mogoče ena simulacija, Miha, prosim, če prožiš mikrofon, da bi zdal našemu Maxu ukaz, da nas pozdravi in da nam pomaha. Ne? Se pravi, Max, prosim, pozdravi nas in nam pomahaj. Še nisi? Si malo prehiter, ne? Se znam pa demonstracije naredili na obeh robotih. Max, prosim, pozdravi nas. Znam delati na glasovni ukaz. Orban je povedal, on je to naredil. Pozdravljam vas. Tukaj je moj pozdravni val. Se pravi, to so čisto take osnovne zadeve in iz tega pridejo izpeljanke, da si recimo robot zapolni, da jaz nosim recimo eno jakno, da imam gor eno QR kodo ali je moj obraz in mu rečem, naj mi sledi, recimo v skladišče, mu rečem, naj prime eno škatlo, ki je 30 kg težka in on dejansko to nese in mi zopet sledi na neko delovno mesto in tam odloži. Torej, preko glasovnih ukazov že lahko te robote uporabljamo danes in prve primerke v letošnjem letu, konec leta spravljamo v proizvodnjo. Potem so pa to, glede na našo platformo, ki smo jo prej pokazali, določena schema, mapa, kjer se roboti premikajo, bodo iz točke A na točko B že nosili izdelke, nek sistem bo sam sebe že zorganiziral na takem nivoju, da bodo ljudje na delovnih mestih vedno imeli potrebno orodje, materijale in pa da bo nek logistični del proizvodnje preskrbljen. To so prvi primeri uporabe teh robotov. Smo zdaj na Maxu še kako rečemo na Maxu, ne? Zdaj se kdo javi, kaj vprašamo, karkoli, zdaj gremo pa kar direkt uživa. Zdaj, prej je bil robot porožen, ko dela nagovor, zdaj ga lahko nekaj vprašamo. Zdaj, Jaz vidim tudi dva pogumna fanta. kako vprašamo vedno, kaj vpraša, kdo je boljši, Ronaldo ali Messi, ga vprašamo to. Samo morate nekaj sama, To si vprašam. naj si sama, da ne bo zdaj nekaj naključno. Kaj te zanima? A berete kako knjigo v šoli? Rečemo, kako knjigo, obnovo knjige ne pove. Kaj berete? Berete kakšno knjigo? Lisi se vrača. No, čakaj, kar pridi sem, pa mogoče tule tak na glas, ko ti bomo rekli, da ga vprašaš, pa ga razločno na glas vpraši. Ja, lahko, 3-4 zdaj. Povej obnovo knjige, Lesi se vrača. Knjiga L, S, I, S, E, V, R, A, Č, A, J, O je napeta zgodba, ki se dogaja v svetu, kjer se po dolgem času vrnejo izginuli otroci, imenovani Lesi. Glavni protagonist, Marko Novak, odkriva, No, to pa ni, da so to- ti otroci prišli nazaj z neznanimi sposobnostmi, Tega pa ne poznamo. ki lahko spremenijo Dajma- prihodnost njihove skupnosti. Medtem ko se Max, poskuša soočiti z družbenimi napetostmi, političnim pozdrav. No, te knjige ne poznamo. važno, ena stvar je zelo važna, ne. Treba je na glas povedati, pa tukaj imam mikrofone, ker potem lahko da pride do kakega šuma. Ga bomo še enkrat čisto isto stvar vprašali, razločno pa glasno. Max, imamo knjigo Lesi se vrača, prosim povej obnovo te knjige. Ni prav razumel? Ja. Ode, Knjiga L, S, I, S, ne, Lisi. Dej nekaj druga, dajmo še enkrat. Č, A, pripoveduje. Ja, Lisi. Ne, to nekaj drugega. Po večletnem izginotju vrnejo skrivnostno Bom nekaj drugače vprašal. imenovani Lisi Lahko? v majhno
Trenutno vas uporabljam Max, predelu. prosim, naredi mi, Glavni junak Max, prosim, naredi mi obnovo filma Lesi se vrača, ki govori o psu. Kot vsake moške treba dati natančno navodila, ne? film L, S, I, C, E, Ne, počakajmo. A, Č, A, J, O pripoveduje zgodbo o zvestem psu po imenu Boris, ki se po dolgem času vrne ločen od svojega lastnika med nepričakovanim poplavnim dogodkom. Ko se Boris ponovno pojavi, odkrije, da se v mestu pojavljajo skrivnostni otroci, imenovani S. Ti otroci imajo nenavadne sposobnosti, ki lahko zaznavajo Ni pravi film. snove in komunicirajo z naravo. Ali vprašamo Neota? S seboj napetosti med Daj ga, starimi tradicijami in novimi možnostmi. Boris postane most med ljudmi in LSI, saj svojo zvestobo in intuicijo pomaga razpoznati. Zakaj so se vrnili in kako lahko Max, njihova prisotnost v redu, prinese ravnovesje v skupnosti. Bomo probali z drugo knjigo. Ja. Kaj še vprašamo? Mogoče po angliško povej, da bo razumel. Aha, ok. Max, can you tell me about the movie Lacey is turning back? Ne, kako je naslov? Coming back. Please. Film Lesi se vračajo pripoveduje zgodbo o zvestem psu. Boris, ki se po dolgem času Kako Boris? ločen od svojega lastnika med nepričakovanim dogodkom. Čak, sem... Ko se Boris ponovno pojavi, da se v mestu pojavljajo skrivnostni otroci, ni isto, ni to. imenovani Lesi. Ti otroci imajo nenavadne sposobnosti, zaznavajo skrite Ok, gremo pa na račun vprašati. Na račun pa gremo pa na Neota. kar povzroča napetosti med Lahko? tradicionalnimi Max, stop. starši in novimi generacijami. Boris postane most med ljudmi in lesi, saj svojo zvestobo in Max. intuicijo pomaga razvozlati. Zakaj so se vrnili in kako lahko njihova Nič prisotnost ne moreš. prinese ravnovesje v skupnost. Film se dotika tem prijateljstva, ločitve, iskanja identitete in sprejemanja Lahko drugačnosti. daš pozdrav? Ok. Max, Se vidimo 18. marca v Portorožu na konferenci. Pozdravljeni. povej mi račun 365 krat 425. Rezultat množenja 365 krat. 425 je 155.125. Še imate? Zdaj mi pa... Kako? Povej mi 7 krat 8. Rezultat množenja 7 krat. 8 je 56. Zdaj pa to povej v japonskem jeziku. 7×8は56です。 Zdaj povej to v kitajskem jeziku. 7×8等于56。 Tako da mi mu lahko damo neko vprašanje, ne zdaj je bil vezan na AI. V redu, sem tukaj, če potrebujete še kaj. Okay. Zdaj pa gremo, če ne, ta malo pokazati, kako se programira na hitro, če imaš aplikacijo. Imaš ga učimo lahko? Zdaj mogoče bomo prikazali na tem tam malem robotu. Mogoče tukaj v publiki, kjer šmatra, je tak, da bi ga rad, da bi ga kjer zmasiral. Se kjer javi? Se kdo javi? Izvoli, kaj pridi. Pa te bomo tule, evo, se izvoli usediti. Zdaj pa bomo probali enega še povabiti, kjer se javi. Kjer zna dobro masirati? Primer uporabe, izvoli. Samo enega bo naučil. Primer uporabe, kako se robota naučiti, da ponovi nek gib oziroma neko aplikacijo. Ko ti bomo povedali, kaj pridi sem, ko ti bomo povedali, boš prejel roke in jih boš mogoče, predlagam, peljal tukaj sem in boš mogoče tak naredil, da ga boš malo zmasiral,
mogoče takle malo potrepljal, Malo po glavi. malo po glavi, ampak tak ne preveč hitre gibe, Nežno, ko ti ja. bomo dali znak. Lahko? Lahko. Zdaj robota s, gospod, kako je ime, ko masirate? Žiga masira Žana. Zdaj robota uči masirati. Zdaj pa dol roke nazaj, tako mimo njega, ja. Evo, zdaj se pa odmaknemo stran, da bomo pokazali v avtomatiki, kaj je robot si zdaj zapomnil. Se pravi, zdaj se je naučil. Rečemo, da je v parih sekundah. In pa ta umetna inteligenca dejansko proži isto, kar je Žiga delal na Žanu in to zdaj robot izvaja. Pravi, podobno se tudi uči robot, če mu damo rokavice z senzorji in ga postavljamo dejansko v neko okolje, da on nekaj ponavlja, on prepozna izdelke, v bistvu predmet, ki ga prijema, ve, kaj je jajce, ve, kaj je sadje, ve, kaj je trd predmet in ve, koliko mora prijeti in večkrat, ko bo to ponovil, boljše bo znal. Se pravi, imamo enega otroka in drugega otroka, ki ne zna govoriti, pa še ne pozna pravljice oziroma knjige Lesi. Tako da, to je čisto, kar vidite, v bistvu taka je situacija. Ne? Ogromno je še raziskovanja, ogromno je učenja in aplikacije, ki pa so trenutno, da so možne v industriji ta trenutek že integrirati, so pa tu med nami. To je v bistvu, kar smo hoteli pokazati. Zdaj pa mogoče samo še na konc, da zaplešemo Makareno. Imamo? Neo. Neo. In te gibe smo dejansko sami naučili se, oziroma z Neotom. Ti imaš pa musko? Muske nimaš? Vse znamo, vsi na pamet. Ja, ene 3 tedne nazaj, ko je na gospodarski zbornici bil dogodek, je naš Neo plesal z Magnifikom, prav na ta ples. Okay. Hvala lepa vsem. Mogoče kako vprašanje? Ja, najbolj, da gre tale mikrofon okoli. Ja, najlepša hvala za predstavitev, pa za izjemno demonstracijo humanoidnih robotov, industrijskih, dinamičnih humanoidnih robotov. Kakšno vprašanje? Dober dan. Mene zanima, rekli ste, ta robot omogoča, da si zamenja baterijo. Samo potem še verjetno mora imeti neko sekundarno baterijo, da je to sploh mogoče. Ja, mogoče Miha, da ga okolo obrn. Ima 2 baterije. Dejansko ima 2 baterije. Ena baterija, vedno je ena, druga polna. In da dejansko prazna zamenja za polno in potem si jih dejansko menjava, zgoraj in spodaj. Ker stalno napajanje ne more biti. Ne. Tudi drugi proizvajalci že to dejansko implementirajo, že dajo v modele, tudi Boston Dynamics in pa nekateri kitajski modeli, ampak ta robot je pa že serijski, ki ima to funkcijo. Se pravi, drugi prihajajo konec leta, naslednjo leto. Dejansko gre vse v tej smeri. Hvala. Še kakšno vprašanje? Živjo, jaz sem Max, soimenjak od Maxa. Katere jezikovne modele uporabljate v ozadju? Kaj tako lepo govori Max? Ja, tu imamo, zdaj podrobnosti ne vem, ampak v ozadjih je platforma Lintaris, ki je skupaj z našimi partnerji razvita, se pravi, ta je na našem serverju v Slovenskih Konjicah, uporablja pa LLM modul,
Kateri LLM pa ta trenutek ne vem, ne bi znal povedati. Na to bi mogel naši programerje vprašati. Pa prej ste rekli varnostno, torej ste server postavili tukaj. Kaj to pomeni? Kjer model? A tudi sami imate računalnike, gradite modele nevronske? Ali mislim? Mi umetne inteligence nimamo pri nas locirane, se pravi, da bi imeli nevronsko mrežo pa umetno inteligenco, lokalni server, to je plan, da bo v naši novi stavbi. Kar se tiče trenutnega, je pa to en računalnik, ki je čisto zagotovo dovolj za do 5 takšnih robotov. V primeru, da se stranka odloči, da ima 10, 20 ali pa 30 humanoidov v sami industriji, v proizvodni hali, bo mogla sam server si zgraditi po naših navodilih, da se pripravi in potem mi to implementiramo lokalno pri njih. Možnost pa je, da se poslužuje najema, da je vse skupaj v cloudu in so že podjetja, ki to ponujajo storitev kot dejansko najemnino. Torej model je recimo od drugega, vi server ne date v cloud, pa da tam preračunavate, kot je ChatGPT, ampak je server postavljen pri vas, tam je tudi model, s katerim on dela, ali kako? On ne gre v svet iz vaše firme, Ne. Se pravi, ta trenutek je pri nas računalnik za do teh 5 humanoidnih robotov. V prihodnje, ko bo pa infrastruktura tukaj večja, bomo mogli imeti pa lokalno nevronsko mrežo pri nas hranjeno in tudi ta umetna inteligenca, ki je zaprta. Se pravi, da ne bo hodil v svet po podatke in da bi od tam dobival informacije. In tudi LLM pri vas ženete? Ja. Ok, hvala. Imamo še vprašanje? Super, no, da je takšno zanimanje. Bi se najprej navezal na to vprašanje. Ni pa dovolj računalniško zmogljiv, da bi lokalno na humanoidnem robotu poganjal vse nevronske mreže, ki jih more za svoje delovanje. Je vedno povezan v nek server. Ja, imamo 2 računalnika. Na vsakem humanoidu je dejansko sestava takšna 2 računalnika, oba sta na Linuxih. Ponavadi spodnji računalnik je malo bolj zaprt, se pravi, ne moreš toliko na njega hoditi kot dejansko razvijalec. In ta spodnji računalnik ima del umetne inteligence za hojo, za gibanje v prostoru, za osnovne življenjske funkcije tega robota. To pomeni primer, da imamo robota psa in da mu dejansko z rezalko odrežeš eno nogo, se bo robot po enih minuti, 2 hoje sam dejansko naučil, kako se hodi z 3 nogami. Če mu odrežeš še eno, se bo naučil, kako hoditi po 2. In to so situacije, ki niso naprej predvidene in se pač mora prilagajati. Ta umetna inteligenca lokalno je do te mere, da se lahko uči dejansko v trenutnem času, se pravi v živo. To imajo vsi ti humanoidi isto. Zgornji računalnik je pa za komunikacijo z spodnjim in pa z serverjem. Server je pa tisti, ki ti pa da dejansko vmesni člen, da se povezuje server z lokalnim ERP sistemom ali pa MES sistemom lokalnega podjetja. To pomeni, da mi ne gremo z temi podatki na kitajski cloud, na kitajski server, ki bi komuniciral z podjetjem, ampak mu rečemo, le ti hodi samo sem in tukaj mu povemo, kje je tunel, varnostni tunel, da zagotovimo te podatke, da ne grejo navzven. Ker predstavljajte si, da imate te dejansko robote, da jih pošljete v farmacijo, da jih pošljete v kakšne ustanove, kjer so varovanje podatkov ključna stvar. Danes tukaj vsi podatki, ki se snemajo, vse, kar se sliši, vam lahko rečemo, vse je pri nas lokalno, nič ne hodi ven in tudi noben ne more do tega noter, razen če bi bil kak hekerski vdor. Temu se pač ne moreš izognati. To je prva varnost, ki jo moramo poskrbeti. Pri vas pa projektu investirate tudi kaj v R&D ali ste bolj samo uvoznik teh robotov pa serviser, kot sem razumel? Ne, mi hardware dejansko dobimo v Evropo in tudi ne bo sam kitajski hardware. Mi trenutno že zapiramo celo dejansko področje za proizvodnjo industrijske opreme, se pravi peči, manipulatorje in ostalo opremo, se pravi za ta del avtomatike in delamo od začetka, se pravi od dizajna, strojno elektroprojektiranje, na koncu zagone in pa sama izvedba, se pravi vse na ključ. Pri temu področju, pri humanoidnih robotih, pa samo hardware dobimo, vse ostalo pa tudi naredimo. Se pravi, mi smo integrator, spravljamo v proces humanoidne robote, skrbimo za servis, ne samo da hodimo, pa dejansko ta trenutek prezentiramo to področje. Mi tudi konec leta bomo že imeli 4 do 5 primerov v Sloveniji in v bližnji tujini, kjer ti roboti delajo.
Potem pa poskrbimo za servis, tako kot je prej Bojan povedal, 400 do 500 robotov gre na en konc, to je recimo madžarska avtomobilska industrija. Drugi del gre na Airbus, se pravi Francija, Nemčija, povezavi z Uptehom, kupujejo prve take primerke. In v Evropi ta trenutek drugega servisa ni, kot mi, kjer smo tega robota, vam lahko vem, nam je že tudi padel, to se pač zgodi, danes z takšnimi roboti ne moš nikoli vedeti, se zgodi, da pade in se dansko poškoduje oklep, glavo in vsa te zadeve, določena elektronika, mi smo ga že imeli razstavljenega, smo ga nazaj sestavili z rezervnimi deli, poskrbimo se pravi za celo implementacijo. Pa še dodam nekaj tu, kar se tiče hardvera, mi ga tudi nadgrajujemo, tako da mi tu vidite danes roke, imamo par aplikacij, ki potrebujemo griperje. Sam tak griper, ki je bil iz strani proizvajalca, včasih ni dovolj, tako da mi bomo danes tudi delali nadgradnik griperjev. Se pravi, če mora robot zagrabiti neko cev, ko ima drugačne oblike, mi tak griper sami naredimo. To bomo nadgradno delali, rečemo, da tudi mi nadgradno hardvera delamo. Domov ostarelih, mi bomo na robota dali par naprav in jih povezali za samega robota, da to je javna ERP sistem. Se pravi, bomo lahko merili delež kisika v zračju, to pomeni, da bo treba takrat avtomatsko prezračevati okna ali pa javi na ERP sistem, soba 12, premalo kisika, treba prezračiti. Dali bomo tudi napravo za avtomatsko merjenje krvnega tlaka in sam robot bo hodil po sobah, točno bo vedel, komu iti, komu je treba tlak zmeriti in spet javi na ERP sistem Janezu Novaku, tlak 120/80, si zabeleži ERP sistem 3-krat na dan, vse rešeno. Ni treba sestri hoditi za taka ponavljajoča se opravila. Sestra ali pa medicinska sestra, zdravniki ne skrbijo res za pacijente, tisto res treba. Taka dela, ki pa so zamudna, pa lahko robot dela. Sam še nekaj časa bo trajalo, ampak to so ideje, ki so že minimo za domove starejših in bolnišnicam. To že izvajamo, te aplikacije. Še kakšno vprašanje? Eno vprašanje še, potem pa nadaljujemo s programom, bodo pa tudi od HIP projekta še tukaj, tudi po okrogli mizi. Tako da... Mene pa zanimajo, kakšne so cene teh robotov. Ja, tale, ki ga gledamo, se pravi Max je dobrih 120 000 evrov, govorim sam hardverski opremi. Neo je približno pol te cene. V primeru, da hočemo in enega in drugega ali pa takšne podobne dati v okolje, je pa naš del, softverski del, od 10 do 50% hardvera. To je pa čisto odvisno od aplikacije, ali se gre pač samo za govor, ali gre tudi za kakšno fizično opravilo, ali gre za eno opravilo, ali gre za 10 opravil, vse stvar pač podjetja, katero pač se odloči, da bo spravila humanoidne robote v proizvodnji. Mene še pol zanima, koliko težko bi bilo temu robotu, recimo, da bi vzgajal neke rastline, kot je kmetijstvo, da bi ga postavil v en rastlinjak in bi on od začetka posadil neko rastlino in pol tudi neke parametre bral, koliko je neka piha vrednost zemlje ali pa podobne, kdaj treba zaliti neko rastlino, da bi dejansko on potem samo ponudil sam izdelek von iz rastlinjaka. Ja, enostavno pravilo, tako kot je recimo hoja v rastlinjaku, merjenje atmosfere, kisik, vlaga in pa mogoče kakšne druge lastnosti tega ozračja. To je dejansko zelo enostavna aplikacija. Poskrbeti moramo, da so tla ravna, da imamo pač možnost, da vse prej poskeniramo področje, kje se morajo roboti gibati in to mapo dejansko kreirati. Potem pa določeno zalivanje, se pravi, da ima robot fiksno točko, prilagojeno zadevo, se pravi zalivalko, gre zalije, to tudi ni tak velik problem. Večji problem nastane tam, kjer pride v stik z vlago, se pravi, da prijema vlažne materijale, da prijema materijale in da mora z nekimi materijali delati, ki spreminjajo obliko in pa da si poškoduje dejansko svoje prste s tem, da pride umazanija, se pravi zemlja v reže, ker ta robot ni dejansko na vlago odporen in vidimo, da imamo reže, rabi prezračevanje, slišimo, da kar ventilatorji delajo, ta trenutek bi rekel, neka enostavna opravila ja, ampak moramo vedeti, da določeno okolje lahko poškoduje te modele. Prihajajo pa modeli, ki bodo odporni na vlago, na prah, se pravi, bodo imeli zaščito IP67 in bodo tudi bolj zmogljivi, kot so ti. Moj nasvet za vse te aplikacije, začeti je treba, ker danes, ko bomo na enega naučili, noben problem ni, ko pride nov model, na nov model tudi prestaviti kompletno znanje, ki je danes, na drugega.
In jaz mislim, da tako kot je avtomobilska industrija hitro napredovala, vsak si je želel nov avto po 3-4 letih, dejansko bomo tudi z roboti, ko si ga bo podjetje amortiziralo, ko bo dejansko videlo, da imam hitrejše, boljše, hardversko, bolj zmogljive robote, si jih bodo pač kupovali. Ne. Bo pol zagotovo se lahko samo učil, recimo, da bi ga jaz postavil v ta rastlinjak, pa bi rekel, začni mi vzgajati solato. Bi bil sposoben, pa mu neke poličke dal, neka orodja. Vse, kar želite, morate vedeti, morate prenesti zelo dobro na integratorja, ali smo to mi ali kakršnokoli drugo podjetje, in integrator mora razumeti, kaj vi želite narediti. Se pravi, to pomeni ogromno interakcije z vami in potem to znanje implementirati na robota. Robota pa takrat, ko bo to znanje, rečemo, da ga bo že osvojil en del, še ne pomeni, da bo 100% to delo opravljal. On se mora natrenirati, on mora biti v tem okolju in sproti pol leta, leto učiti, da na koncu po enem letu ali pa 2 bomo dejansko dobili zadovoljivo znanje. Na začetku je pa to počasi, je to na pol, ni tisto 100% in tisto 100% dobimo samo z vajo. Ne, to je pač tak proces. Tukaj je tudi zanimivo, recimo pol bolezni rastlin ali pa karkoli ta zgled. Ja, robot prepozna z svojimi kamerami, prepozna, kakšna rastlina more biti in kakšne dejansko ima, mogoče kakšne lišaje, mogoče kakšne nepravilnosti, kakšni listi, ki so takšni, ki prepoznamo potem jih po določenih boleznih. Ne. To lahko opozori. Ne. Ja, bomo zdaj kar nadaljevali z okroglo mizo, ampak ne se bati, tudi po okrogli mizi boste še vedno tukaj, tako da lahko potem nadaljujemo debato.